Za hrbtom javnosti je pred letom dni približno dala vlada soglasje v okviru tega pakta za obvezno relokacijo oziroma obvezne migrantske kvote, po domače povedano, čeprav bi zato morala predhodno dobiti soglasje parlamenta po, mislim, da 3. členu zakona o zunanjih zadevah. V glavnem zakon o zunanjih zadevah pravi, da se takih stvari ne sme storiti, če prej ni soglasja zakonodajne veje oblasti. Tega ni bilo, kar pomeni, da je to očitna prekoračitev pooblastil in bi zato morali odgovarjati. Takrat je bilo rečeno, vi se v Brežicah nič ne sikirajte, vse bo poskrbljeno. V 6 mesecih smo mogli zagotoviti približno 1000 prostovoljcev, ki so to urejale. Samo v mesecu oktobru 2015 je šlo preko naše občine 116.000 migrantov. In naj povem, tudi pri nam so vsi svetniki glasovali, konec koncem, jaz sodelujem tudi Brežice Svobode, tudi imam podžupanjo za Svobode in tudi ona je glasovala za to, čeprav vem, da je imela precej kar kritik na račun tega za strani stranke. Seveda, bilo je tudi povedano, da ni bil minister pri nam na občini lepo sprijet. Mi smo zelo korektno minister sprijeli, res pa je, da potem, ko je šel na samo lokacijo, kjer je imel tiskovno konferenco, tam se ga počaka občani. In to ne more ne še reči, da je to za to kriva občina ali pa bilo kaj drugega. Nam ste vsilili migrantski center brez tega, da ste obvestili župane, občane in tako naprej. Zasledil pa sem, da jih je mnogo bilo za, ne? Predlagam, da potem seveda azilne centre umestijo na vaše območje, na tista, za tiste, ker ste za, bomo videli, kakšni bo odziv vaših občank in občanov in tako naprej. Leto 1991. Tanki pred središčem ob Dravi. Vsi občani smo bili pred njimi z golimi rokami. Tudi jaz med njimi, ker sem še toliko stara. Če bo trebalo, bomo tudi z golimi rokami stali pred kamioni, vlaki, ne vem s čem te vozili, te kontejnerje. To vam sporočajo krajani središča ob Dravi. Se pač razpravljamo o teh problemih migracij, uporabljate v glavnem obtoževanje, da smo, ne vem, proti ne vem čemu, proti veri, proti barvi, koli in tako naprej. Mi o tem nismo nič govorili danes, to ste vi govorili, nihče ni o tem govoril. Župan. Pomenljiv je tudi podatek, ki ga je povedal tamle gospod župan, in sicer, da se nobeden v občinskem svetu politično ne deli, da so se 3 občine skupaj dobile in da so levi, desni, Svoboda, SD, SDS, Nova Slovenija, Levica in tako naprej, kjer so pač, ne vem, poznam zdaj strukture, ampak nihče ni izpostavljal, kjer stranke, ampak da so sklepe soglasno sprejeli, da so bili enotno proti gradnji azilnega doma. Ne vem, koliko stranka Svoboda zdaj na to gleda, ste kontaktirali vaše lokalne svetnike tam, verjetno imate zelo dobro razvejano mrežo, sodelujete z lokalno skupnostjo, ste se verjetno kaj pogovorili, so vam povedali, kakšna situacija se dogaja na terenu. Ste seznanjeni, kaj se dogaja. Mislim, to so zdaj pač resna vprašanja in enostavno ne razumem te vlade, ki gre z glavo skozi zid. Na vse kriplje si ta vlada prizadeva, zdaj pogledajte, kakšni ste, na vse kriplje si prizadevate, da bi zgradili te azilne domove, niste pa v stanju 8 mesecev postaviti enega temeljnega kamna za vsaj eno hišo ljudi, ki so v poplavah v ujmi 4. avgusta izgubili hiše.